Odgovori na pobude in vprašanja podajo na 23. redni seji občinskega sveta občine Prevalje 16. decembra 2021. Občinski svetnik Ivan Backovič je povedal, da je od občanov prejel veliko vprašanj glede pluženja snega. Prosi za odgovore, zakaj je bilo takšno stanje. Občinski svetnik Bogdan Pupavac se je navezal na to in predlagal, da bi se veliki kupi ob križiščih počistili, saj so zelo visoki. Ob ulici Trga so kupi visoki do 1,5 metra, vidljivost pa je zelo slaba. Odgovor. Župan je na seji pojasnil, da so bili občani upravičeno nezadovoljni. Prvo pluženje je bilo izvedeno zelo slabo. Koncesionar se vsem opravičuje, prav tako se opravičuje župan, čeprav ne prevzema krivde. Sprejete so bile napačne odločitve v času intervencije o spremembah na trasah in podobno. Koncesionar je priznal, da so se napačno odločali in niso poslušali tistih, ki stvari poznajo in imajo tovrstne izkušnje. Pri drugem pluženju je bilo boljše. Posledice prvega slabega pluženja so vidne še sedaj, ker so ulice slabo splužene po širini, sneg je postal trd in ga pri drugem pluženju ni bilo mogoče odstraniti. Šola je bila draga, ampak pričakujemo, da se je koncesionar iz te napake nekaj naučil in da se to ne bo več ponovilo. Občinski svetnik Štefan Peršak je zastavil vprašanje, kdaj se načrtuje sprememba občinskega prostorskega plana OPN-ja. Občinski svetnik Zdravko Fajmuc se je navezal na pobudo. Povedal je, da se je že pred dobre pol leta zavzemal za začetek aktivnosti sprememb OPN-a. Spremembe prostorskih planov bi razdelil v dve skupini oziroma tri. Ena, kjer so že zazidljiva zemljišča in je treba spremeniti namembnost. Gre za enostavnejši in krajši postopek. Drugi del je vezan na kmetijska zemljišča. Pridobiti je treba 51 soglasij, kar traja od 3 do 5 let. Tretji pa so tista stavbna zemljišča, kjer ni treba groziti z davki, ampak z NUSZ, tako imenovano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Tam, kjer je komunalno opremljeno, bodo pač plačevali NUSZ za takšne kvadrature. Sprememba NUSZ-ja je v pristoji občine. Podal je tudi pobudo, da se vključi v pomoč pri pripravi predlogov. Odgovor. Župan je na seji odgovoril, da je bilo na občinsko upravo že posredovanih nekaj predlogov in da takšna sprememba traja nekaj časa. V naslednjem letu je predviden začetek postopka, kar pomeni, da bo občina pozvala občane za pripombe in predloge, nekaj pa jih ima tudi občina. Po eni strani zemljišč za pozidavo ni, kjer pa so, jih lastniki ne želijo prodati. Zato je težava pri izgradnji stanovanjskih objektov. Sta samo dve možnosti. Da se naredi sprememba zemljišča z novim OPN-om, tudi zazidljivega nazaj v kmetijsko, ali pa se na občinskem svetu določijo oziroma odločijo za obdavčitev teh zemljišč. Občinski svetnik Aleksander Ristič je povedal, da podpira pobudo Zdravka Fajmuta glede OPN-a. Dodal je, da je problem pri pluženju, da snega nimajo kam potisniti. Mogoče bi si umislili bolj sodobne pluge, kot je freza, da se sneg ne meče stran. Hvala lepa. Spoštovani, predlagam, da začnemo za današnjo 24. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Dnevni red je pred vami. Sklepčni smo. Upravičila se je Saša Horvat pa Štefan Peršak. Mi smo v imenu vseh nas, v imenu občine poslali iskreno sožalje Štefanu in njegovi družini v imenu vseh nas občinskega sveta in občine Prevalje. Tako da. Smo pred dnevnim redom, pred vami je dnevni red. Umikam z dnevnega reda točko 9, DIP za kanalizacijo, ker je še nismo uspeli dobiti tekom jutrišnjega dneva, pa bomo ta DIP dobili in ga bomo takoj na korespondenčno sejo
sklicali tekom jutrišnjega dneva. Torej kanalizacija v aglomeraciji Leše bo DIP jutri na korespondenčni seji. Jaz se še enkrat opravičujem. IP in predinvesticijska zasnova za projekt vodooskrbe občine Prevalje, moram reči, da smo pred dvema urama dobili odpoved SL Consulta, ki bi mogel nam danes že IP in predinvesticijsko zasnovo poslati. Zaradi razmer z okužbo niso v stanju to narediti. In mi smo zdaj silom prilike iskali možnosti in na nek način smo poiskali to možnost, da bomo IP in PIS imeli v ponedeljek v dopoldanskem času. Čez vikend ga bo nekdo na mesto firme, ki smo ji naročili, ki bi mogla nam danes poslati, naredil. Izjemno težko je dobiti izvajalca, smo dobili in jaz upam, da bomo, ker v ponedeljek more pa kompletna dokumentacija iti v Ljubljano, zato res se opravičujem, ampak ni vse odvisno od nas. Če je bilo vse odvisno od nas, ker vseh dokumentov sami ne moremo narediti, niti nismo v stanju, nas ni toliko, da bi lahko IP, investicijski program in predinvesticijska zasnova sami naredili. Zato smo dobili zdaj zunanjega izvajalca. Težko, ampak smo, da bo čez vikend to naredil in bo pa jutri že na korespondenčni seji. Pa ko sem že glih pri korespondenčni seji, ki bo jutri sklicana, bo tudi DIP za projekt sanacije družbenega doma v celoti jutri na mizi. To pa bo. Ker je pač so roki zdaj le in roki so kratki. Tako da. Torej, dnevni red z to 9. točke ne bo, dajem dnevni red razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem na glasovanje ta dnevni red, ki je pred vami. Kdo je za dnevni red? Hvala. Smo pri točki 3. Predlog in potrditev zapisnika 23. redne seje. Na zapisnik nismo dobili pisnih niti ustne pripombe. Dajem zapisnik 23. seje v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem zapisnik 23. redne seje na glasovanje. Kdo je za sprejem zapisnika? Si za. Hvala. In smo pri točki 4. Predlog odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 v skladu s 96. členom poslovnika občinskega sveta občine Prevalje. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2022. Javna razprava predloga proračuna za občino Prevalje za leto 2022 je trajala do petka 7.1.2022. Na podlagi poslovnika občinskega sveta občine Prevalje smo pripravili dopolnjen predlog proračuna. Upoštevali smo izhodišča nadaljevanje že začetih projektov v letu 2021 in v letu 2022. Gre za sanacijo plazov kot Leše, Ščopar Šentanev, prva in druga faza, dokončanje projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Meže in nadaljevanje investicije na osnovni šoli Prevalje. V NRP smo dodali naslednje nove projekte. MPIK-1 Holmec in projekt Poljana, ki v letu 2022 nimata finančnih posledic. Prav tako smo dodali nove projekte vodooskrba v občini Prevalje, kanalizacija v aglomeraciji Leše in energetska prenova stavbe družbenega doma. Na predlog je bilo možno dati tudi pripombe. Pripombe so bile poslane strani krajevne skupnosti Holmec, ostali odbori, komisije in krajevne skupnosti niso imeli pripomb. Skupni prihodki dopolnjenega predloga proračuna so 11.954.000, odhodki pa so planirani v višini 13.877.000, razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 1.923.000, ki se pokrije z zadolževanjem v višini 1.496.000 za investicije, za lastna sredstva in zmanjša z odplačili dolga 323.440
in še preostanek sredstev iz leta 2021 je 751 tisoč, tako da je predlog proračuna usklajen. Do ponedeljka 24.1. je bilo možno vložiti tudi amandmaje, na predlog proračuna ni bil vložen noben amandma. To bi bilo na kratko. Hvala lepa. Mogoče samo še par informacij v zvezi z investicijami. V zvezi z investicijami. Kanalizacija, čistilna naprava je praktično zaključena v poskusnem obratovanju. Računamo, da bomo nekje v spomladanskih mesecih imeli tudi uradno otvoritev čistilne naprave s kolektorskim sistemom. Kolektorski sistem, zadnja povezava proti Troju, se je v zaključni fazi. Manjka še samo eno spodnjem kraju, eno črpališče in navezava na nov odsek fekalne kanalizacije in potem ta del zaključimo. Aglomeracija Leše pomeni, da bomo Leše, to pomeni ulico, to Buljevo ulico, ni njegova, ampak on je tam, pa vsi poznamo to ulico levo od igrišča, priključili na čistilno napravo in območje okoli šole, ki še ni priključeno, in objekte in posamezne objekte, tako da bo ta del zaključen. Ostalo, kar smo pa predvidevali, še Pregnhaus, stražišče, še neke manjše stvari, pa bomo kasneje tudi poskušali z evropskimi sredstvi, zaradi tega, ker to pa spada v aglomeracijo nad 2000 ppm. To pomeni, lahko gradimo samo manjše stvari znotraj aglomeracije. Aglomeracije so pa Šentanovo, Leše pa Prevalje. Vodooskrba, to, kar čakamo zdaj, ko sem že prej opozoril na IP in predinvesticijsko zasnovo, gre za uravnoteženje vodovodnih sistemov faza 2, tisto, kar nam manjka, gre za kompletno reševanje področja Leš, Brinjeve gore z Roževim naseljem, potem vodohran Dobrnik in nov vodni vir Šentanovo. V celotnem sklopu je in ta investicija je prijavo treba v ponedeljek dostaviti, kompletno prijavo z gradbenimi dovoljenji na ministrstvo, in to pomeni v ponedeljek še po tej korespondenčni seji bomo kompletirali kompletno gradivo in ga dostavili na ministrstvo. V torek je odpiranje ponudb. Sofinanciranje za ta projekt je maksimalno v višini 1 milijon, ostalo moramo zagotoviti lastna sredstva. To je, kar se tiče teh dveh projektov. Hkrati prijavljamo tudi sanacijo družbenega doma, to, kar nam manjka, prezračevanje, streha, knjižnica, fasada, stopnišča, ureditev. V celoti bo zajeto vse, delali bomo seveda po fazah, v nekih 2 letih bi lahko te stvari in dobimo tudi nepovratna sredstva. Potem smo sprejemali oziroma bomo danes sprejemali še določene DIP-e za sanacijo plazovitih območij, kot Leše druga faza, pomeni od Jugovega do Rožančevega naselja, če imam prav. To bo 2-letni projekt, vrednost 1 400 000 evrov, ker je kar dolg odsek. Potem nam na Lešah še v letu 2023 predvidevamo od Rožančevega naselja pa do Buljeve ulice, če bom spet po domače povedal, tam, kjer nam manjka ta del. Potem prijavljamo za sanacijo plazov Kraljev križ, Polhov križ, Kraljev križ, Polhov križ, Polhov mlin brez mosta, ker most pač zaenkrat ne gre tu zraven. Ta odsek, potem Štopar Šentanovo, 3. faza. Štopar Šentanovo, 3. faza, približno v vrednost odseka okoli 524 000 evrov. To pomeni od to, kjer bojo zdaj spomladi zaključili vodc, do odcepa za Lužnika. Za Lužnika do tja imamo te 3 stvari. Zdaj,
Še pripravljamo Zagreb 3, še katere stvari, ki so, ampak to je zdaj, kar se investicij tiče. Potem seveda pripravljamo, kot smo že rekli, Park Jezero. Idejne zasnove smo dobili v tem tednu in bojo vam dane na mizo, da boste pogledali, dali pripombe, da bomo se lotili projekta tako, kot je potrebno, da dobimo tisto, kar si želimo v Parku Jezero. Za plezalni center bo šel razpis v teh dneh ven. Seveda pa bomo štartali, ko bomo dobili finančno pokritje kot celoto. Potem nadaljujemo z sanacijo elektroinštalacij v osnovni šoli, približno 140 000 evrov v letošnjem letu, tako da upam, da bomo to zaključili. Pa seveda še nekaj manjših projektov, če gledamo tako, tehtamo smo nekje čez 60-63% celega proračuna gre za investicije, pa tu noter je še cel kup malih investicij, tako da je proračun investicijsko naravnan in upam, da nam bo uspelo to izpeljati, kar imamo planirano. Je pa res, da proračun je živa zadeva, odvisno od uspešnosti na projektih se bo proračun zviševal ali pa zniževal, če ne bomo uspešni zmanjšali ali pa če bomo bolj uspešni, bomo povečali sredstva. Ne smemo pozabiti še pa cesto Špar, Petrol, to imamo v letošnjem letu 800 000 evrov v proračunu, pa to še ni vse, še nekaj bo. Upam, da bojo v rokih, ki jih imajo vodci in partnerji zastavljene, to cesto tudi izvedli. Zdaj, ko je kanalizacija noter, ni več nobenih ovir ali izgovorov za vodc, da ne bi štartal oziroma delal te stvari. Toliko sem želel. Zdaj pa odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance je gradivo glede predloga proračuna predelal. Na zadnjem odboru smo soglasno potrdili to zadnjo verzijo, ki jo imamo pred sabo in predlagamo, da to stori tudi občinski svet. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Hvala. Tudi odbor za KCG se je seznanil z predlogom proračuna občine Prevalje za leto 2022 ter ugotovil, da je dokaj investicijsko dobro podkovan in ga kot takega predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Boštjan Tiha, izvoli, prosim. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 v javni razpravi in ga potrjuje in predlaga občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Odbor je sklep soglasno sprejel. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvolite, gospod. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je potrdil predlog odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, Aleksandr, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka za leto 2022 in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem predlog odloka o proračunu za leto 2022 v razpravo. Želi kdo razpravljati? Berni, izvoli. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Mogoče bi imel samo ene dve vprašanje. Mene pa tudi verjamem, da večina Lišanerja zanima, kaj vse bo zajeto pri obnovi vodooskrbe na Lešah, kaj se bo delalo, če se lahko pove, da pač ljudi zvejo. To je prva stvar. Druga stvar pa, en del šole smo že obnavljali elektriko. Jaz sem že takrat opozarjal, da bi bilo smiselno izgradnja nekih prezračevalnih sistemov. Ta virus, ko je zdaj ni prvi, pa verjetno tudi ne bo zadnji. Vsi vemo, da prezračevanje je eden najbolj učinkovitih načinov za take zadeve. Nemčija cela so vse šole šle v prezračevalne sisteme. Ni treba zdaj to neke, ne vem, neke grozne matematike odkrivati, pa da vsaj nekaj, da se izboljša. No. Zdaj, če se že dela elektrika na novo, da se mogoče vsaj pripravijo kabli, da se ne bo štemalo čez pri COVID-21 ali pa pri COVID-22. Hvala. Hvala lepa. Lahko dam samo odgovor na šoli, kar se tiče električna napeljava, se pripravlja za primer, če bomo ugrajevali prezračevalne naprave, tako da ne bomo na novo
Kar se tiče pa vodooskrbe na Ležah, gre za vodohram, Sirk in kompletna napeljava tam, kjer je potrebno. To pomeni reševanje teh problemov, s katerimi smo se v zadnjih letih fejst ukvarjali. To pomeni zdrava pitna voda za kompletno naselje Lež. Nisem čisto zadovoljen. To pomeni generalna nova izgradnja vodohrama ali sanacija. Pa kaj bo ta projekt sploh? Gre za novi vodohram Sirko, komplet nov, z zadostimi kapacitetami za celotno naselje. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje. Zamudil si, nisem te videl. Ja. Nisi dvignil. Izvoli. Hvala. Se bom čist kratek, tako kot zmeraj. Enih par stvari bi želel poudariti, in sicer najprej seveda izredno pozitivno oceno dati, tako kot je Bože na odborih, takemu proračunu, kot ga danes sprejemamo, predvsem tudi zaradi teh možnosti, da se odpira cel kup okoljskih investicij, da načrtujemo za potrebe teh okoljskih investicij tudi potrebna lastna sredstva, kot je že dalj časa v naši praksi z temi dolgoročnimi krediti, da ne bi kdaj prišli v situacijo, ko bi imeli možnost dobiti nepovratna sredstva v posamezne investicije svojega deleža, pa ne bi zagotavljali. To vse skozi uspešno rešujemo in tako je temu tudi v tem proračunu. Bi pa še nadalje rekel, za še boljšo proračunsko učinkovitost računam, da bomo uspeli v teku letošnjega leta tudi uskladiti prihodke in odhodke na področju KCEROD-a, da bojo vsaj taki prihodki, kot so odhodki. V zdajšnjem planu temu seveda še ni tako aktivnosti, v zvezi s tem bojo še potekale, verjamem, da se bodo tudi ostali člani občinskega sveta v to vključevali. Bi predlagal še v zvezi z projektom Park Jezero, letos je čas, da se vendarle pristopi tudi k temu, da se naredi čisto en tak dober poslovni načrt, kako bomo pa potem, ko bo to zgrajeno, ne glede na to, s čigavimi sredstvi, gospodarili s temi objekti, ker to gospodarjenje bo seveda na letni ravni zahtevalo nekih, ne vem, jaz zdaj bom seveda svojo oceno dal 240 recimo tisoč evrov, ki bojo morali nekje v proračunu biti zagotovljeni. Na drugi strani se pa seveda pričakuje skozi vse tisto, kar bo ta projekt Jezero nudil, da bomo tudi dodatna sredstva na prihodkovni strani za ta namen dobivali, če bo nekaj regijskega, če bo nekaj tudi državnega in podobno. Mislim, da bi bilo primerno, da v letošnjem letu, najkasneje pa takrat, ko bomo dokončno odločitev sprejemali, a ne, da gremo v to, da imamo en tak načrt poslovanja. Tam imam še eno manjšo pripombo, ko sem že večkrat zadeve postavljal pred leti, zadnje čase, ne vem, če še veste, ali pa večina ne ve, ta industrijski vodovod, ki ima zajetje v Prevaljah, je za potrebe Ravnske železarne. Ker je to obravnavano kot komunalna infrastruktura, tam ne moremo zaračunavati nadomestila
to stavbno, mislim, in prihodke od tam pa ima občina Ravne. Celka 12 do 13 tisoč na letni ravni, ker njim plačuje železarna, a ne zato, ker ta industrijski vodovod pa res ne obremenjuje občino Ravne, razen v tisti kratki trasi, ki je pa pod zemljo dol. Tako da bi tu predlagal, da se začnejo tudi aktivnosti v zvezi s tem gnarjem, ker je pač vsakih 10-12 jurjev prav pride. No pa še to bi povedal, ko verjamem, da ker je tako nadrobno vse napisano, da je marsikdo spregledal, pa je prav tudi, da javnost ve, jaz sem pravzaprav na nek čuden način to videl. Poševno sem preveč gledal, pa sem pol Veroniko vprašal, pa zakaj imamo pa načrtovane prihodke od prodaje stanovanj za tejko. Pa pol gledamo, pa ravnilo spod dam. Ne, to so prihodki od prodaje poslovnih prostorov in gre za tale naš fizioterapevtski del doma starostnikov, verjetno, da bo kupec sam dom starostnikov, da bo pa zdravstveni zavod potem na drug način moral reševati to, ko pa na račun občine Prevalje, tako kot je do zdaj. Se si v preteklosti nikoli niso dali red, saj veste, da bi tudi ostali kaj zravno prispevali, pač pa smo mi morali na koncu ta kredit, s katerim je bil to zgrajeno, izplačati. Prav je, da se vemo vsi, da smo dali torej zdaj letos v plan, mislim, da je tam okrog 329 tisoč evrov, kako se ni pomembno, ampak skratka, tudi ta del se bo odvil. Hvala. Hvala lepa. Enih par odgovorov lahko dam, ker jih imam vse, sigurno ne bomo še komunicirali s tem. Kar se tiče Park Jezero. Park Jezero je poslovni načrt upravljanja že kar nekaj časa pripravljen in tekoči stroški oziroma stroški, ki bojo nastajali, se pokrivajo iz prihodkov tržnega dela. To pomeni, naj ne bi stroški tekočega poslovanja obremenjevali občinski proračun. Številke so pa malo drugačne in sicer zdaj imamo izračune, ker je sprojektiran že objekt, elektrika, ogrevanje približno 20 tisoč evrov letno, čiščenje približno 8 tisoč evrov letno, ostali stroški vzdrževanja, tekočega vzdrževanja 10 tisoč evrov, to pomeni približno 40 tisoč do 50 tisoč evrov je maksimalno stroškov upravljanja letno. In stroški upravljanja, tekoči stroški se bojo pokrivali s prihodki iz komercialnega dela, ki bo seveda na razpolago. Tako da ta zadeva je pripravljena in če kdo želi, lahko poslovni načrt tudi vidi, ker smo pripravili vse stvari, kar se tiče izgradnje, upravljanje, vse, ker ne moramo nekaj zgraditi, pa prepustiti sami sebi. Cel Park Jezero je prevelik zalogaj za to, da bi kar tak pripuščali. Tudi za same parkovne površine in ostale stvari so še dodatno, jaz govorim zdaj za objekt, ne pa za parkovne površine. Toliko bi dal odgovor. Kar se tiče industrijskega vodovoda, smo že mi, ko smo imeli težave, Nicini, ko smo obnavljali cesto, smo morali sami sfinancirati in veste, da smo imeli predlogov milijon, da občina Ravne ni pristala na nič in smo bolj pač tisti del morali sami sfinancirati. Še kdo? Ja, izvoli. Narobe razumeti. Lejte, tisti poslovni načrt, ki ga imate, mora biti obravnavan na seji občinskega sveta takrat, ko se odločitev o zadevi sprejme. Se bomo tudi pol v prihodnje morali vedeti, kako obliko poslovanja bomo imeli tam.
A bo to zavod, a bomo pol sprejemali vsakoletne plane zavoda in tako naprej. Tako kot je približno ta športno-rekreativni center recimo v Ravnah organiziran ali kje drugje v Sloveniji, ker je to pol pa zdaj že preveliko, da ne bomo v neko obliko šli. Ali pa bo to drugačna oblika. Skratka, jaz mislim, da bi odločitev o tem morala biti obravnavana, da se seveda te številke dajo na mizo in se reče in da se ve, v kaj gre in v okviru česa se bojo potem v naslednjih letih ti plani pa te obveznosti sukale, da ne bo nekaj zgrajenega, pol pa čisto tako presenetljivo odprtega. Jaz se s tem ne bi strinjal, da lahko samo vsak pride pogledat si tisti plan, ki je pripravljen. Ampak mislim, da je to sestavni del, vsaj pri meni je tak zmen, ko se odločim za neko investicijo, moram tudi zadaj vedeti, a ne s kakimi obratovalnimi stroški, s kakimi stroški tekočega investicijskega vzdrževanja bom pol deloval, kaki bojo ustvarjeni prihodki in kaka bo tu bilanca. Jaz se strinjam, da moramo gledati tu družbeno korist, ne samo ekonomsko. Vendarle je vse skupaj to treba vrednotiti, pa vnaprej vedeti, kje. Jaz sem na pamet seveda rekel tistih 240, a bo to 40 ali bo 240, je zdaj pač stvar tistega, ki bo ta poslovni načrt naredil, pa to prikazal. Pa bomo pa lahko razpravljali o tem. Hvala. Vse je predvideno, jaz sem samo rekel, da lahko prije pogledati, da imamo, da so stvari pripravljene, ampak jih bomo novelirali še zdaj glede na to situacijo celotno in ko bo končna odločitev, ko bo denar potrjen, bojo te stvari tudi na mizi, tako da ni nobenega problema, ampak številke, ki krožijo, ker so mi priletele, sem šel resno pogledati še enkrat ta poslovni načrt in sem videl, kje so pač informacije take in druge krožijo. Izvoli, Matej. Sam ne mislim, da bi bilo potrebno omeniti, kje je razlog, da lahko sama občina tako veliko vlaga v različno infrastrukturo. To je osnova le v uspešnosti same občine na razpisih. To pomeni, da morajo biti dobri projekti, da občinski sveti prave, dobre projekte podprejo, ki pa so potem uspešni na vseh teh razpisih, kjer dobimo sofinancerska sredstva, ker verjetno je vsem svetnikom jasno, da z lastnimi sredstvi občinskega proračuna bi pač na leto lahko obnovili tam 1,5 ulice. Je pa tudi še eno dejstvo, da kljub temu, da se ogromno vlaga v infrastrukturo, pa se ne pozablja oziroma se ne zapostavljajo ostale dejavnosti, ko je predšolska vzgoja, osnovno šolstvo, tudi socialne zadeve, je treba vedeti tudi šport, da Prevalje je ena redkih občin, kjer športna društva ne plačujejo najemnine za uporabo športnih objektov. Tako da nič ne zaostaja zaradi velikih vlaganj v infrastrukturo, ampak gre v korak s tem. Hvala. Še kdo? Če ne, potem zaključimo. Hvala za vse pripombe, bomo upoštevali, kar je smiselno, zaradi tega, ker gre ne za moj, tvoj, ali pa gre za naše zgodbe, gre za naše investicije, gre za naše stvari skupne, tako da bomo pripravili. Hvala lepa, dajem predlog odloka v proračunu na glasovanje. Kdo je za sprejem tega odloka? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. To pomeni, zdaj gremo na operativne stvari, ki so v proračunu zajete. DIP in IP za cesto Kraljev Križ, Pohov Križ, Spodnja Jemnica. Izvoli, Danilo, kratko.
Torej za vse naprejšnje DIP-e tudi velja, da bojo pač tudi tisti, ko nas gledajo, vedeli, da pogoj, da lahko občina Prevalje pristopi k somfinancerstvu sredstva MOP je potrjena investicijska dokumentacija, tudi IP in to je v bistvu podlaga. Zdaj pa samo par, bom rekel, glavnih značilnosti. Kraljev križ, Polhov križ, Spodnja Jamnica, dolžina sanacije odseka lokalne ceste je kilometer 150 metrov. Cesta se bo sanirala v okviru obstoječih gabaritov z manjšimi razširitvami v osnih ovinkih, kar skozi delamo, da je pač pol cesta varna. Asfaltirana površina širine 3,5 metra plus mulda plus utrjena bankina. Ocenjena vrednost po stalnih cenah je 601 tisoč evrov. Strošek občine je vedno DDV, je v tem primeru 108 tisoč, delež, ki je predviden za sofinanciranje MOP-a pa znaša 80%, kar je zelo podobno kot tudi pri ostalih DIP-ih. Ampak najprej morate vedeti, da plačamo DDV, 80% pa od ostalega. Projekt je dvoleten, torej v leto 2022 in 2023, isto pa, če ste gledali v proračunu, so tudi sredstva razdeljena na polovico, torej 300 tisoč evrov okroglo govorim v letošnjem letu in 300 v prihodnjem letu. Hvala. Hvala lepa, odbor za KCG. Andrej, izvoli. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil s prometnim DIP-om in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. To je bil prvi sklep, drugi sklep se nanaša na IP, se pravi na investicijski program za predmetni DIP in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem z naslednjimi spremembami. In sicer, da na strani 5 se popravi mesec pričetka izvajanja del, pravilni popravek je oktober 2022. Na strani 10 se pod naslovu črta navedba za fazo 2. Na strani 22 v drugem odstavku črtajo vzdrževalna dela, ter na strani 25 v naslovu črta izvedba navedba za fazo 2. Prav tako pa odbor predlaga, da občinski svet pooblasti župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve obeh dokumentov. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance je ta DIP in IP obravnaval, soglasno potrdil, hkrati pa tudi potrdil pooblastila županu za kasnejše popravke. Hvala lepa. Dajem v razpravo ta predlog DIP-a. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glas. Izvoli, Andrej. Hvala. Dejansko enaka stvar, ko sem že malo razglabljal tudi na odboru za KCG. In sicer predvsem na to, da se ta DIP nanaša oziroma ta izvedbena dejavnost bo znaša v 2 letih. Bi mogoče bo prav, da se bi povezali nekje z DRSV-jo, da bi vsaj mogoče do drugega leta probali urediti tudi ta most na spodnji strani, se pravi tam, ko se naveže na cesto Prevalje Jamnica. Ker smiselno bo, glede na to, da imamo zdaj bo imeli dokaj široko cesto, 3,5 metra asfaltirano lepo, da še ta most uredimo, da bo pač nekje zaključen del, no, samo teko. Se že pogovarjamo, zdaj upam, da nam bo uspelo kaj. Dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega DIP-a in IP-a, kdo je za. Hvala, vsi za. S tem smo te sklepe sprijeli. Še IP in ta tretji sklep, dajmo glasovati, da ne bo kaj narobe. Še drugi sklep in tretji sklep, to pomeni za IP in za to, za popravke, kdo je za sprejemti. Hvala vsi za. Pol bom vse 3 naenkrat. Smo pri točki 6, DIP za projekt plazovi na cesti Žagarov Mlin-Kotleše, druga faza, izvoli, Danilo. Projekt predvideva sanacijo plazov nestabilnega terena na lokalni cesti, po domače rečemo od jugovega križišča do Rožančevega naselja oziroma mimo, in ureditev odvodnjavanja. Dolžina trase je 1,780 metrov.
Celotna vrednost za DDV znaša 1.400.000, DDV v višini 253.000, delež sofinanciranja isto malo nad 80%. Spet gre za dvoletni projekt, to pomeni 702.000 v letošnjem letu in prihodnje leto 702. Glede na dinamiko, to se lahko spremeni, ampak projekti so dvoletni, ne pomeni, da se dela 24 mesecev, ampak da je v 2 letih. Planiramo, da bo do naslednje, ne vem, poletja ali pa vsaj do jeseni zaključen projekt. Hvala. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil z noveliranim dokumentom DIP-a in ga predlaga občinskem svetu obravnavo in sprejem. Prav tako predlaga, da potrdimo investicijski program za isto zadevo. Kot tretji sklep smo zavzeli pa, da odbor predlaga, da občinski svet pooblasti župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi naš odbor je vse te sklepe soglasno podprl. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje vse 3 predloge sklepov. Kdo je za sprejem teh 3 sklepov? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki 7. DIP za projekt plazove na cesti Štopar-Šentane faza 3. Prosim, Danilo. Dolžina je dober kilometer, da bojo pa vedli, gre pa od odcepa, kjer smo zdaj končali odcep za Jamnico, pa do odcepa pri Lužniku. Ocenjena vrednost znaša 524.000 evrov, 94 je DDV, ki je naš strošek, financiranje isto v višini, sofinanciranje pričakovano 82%, tu pa gre za enoletni projekt, to pomeni, da v letošnjem letu bo gotov. Hvala lepa. Odbor za KCG, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil z predmetnim DIP-om, ga kot takega podpira in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Prav tako isto predlagamo, da občinski svet pooblasti župana za kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta. Hvala. Odbor za proračun in finance, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance je soglasno potrdil DIP, IP in pooblastila župana. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o tem DIP-u? Izvoli, Andrej. Hvala. Ko sem pregledal ta DIP, ni mi bilo točno jasno, dokot pride teti asfalt, ker bojim se namreč, ko govorimo skozi do odcepa, in tam je glih ta najbolj ostra rida in največja katastrofa, ko se nam dogaja vedno pri asfaltiranju cest, da sred ene ride nekje nehamo. In pol tam imamo vedno neke velike težave in z karamboli in z vsemu. Teda jaz upam, da je to, da se tek potegne naprej, da je do konca ride ali pa boljša pred rido nehamo. Ker glih tole, ko je za Lužnika v cepu, vemo, da je to sta ostra rida. Zdaj, Bomo te pripombe upoštevali, ampak na terenu se dejansko, ko se vidi situacija, se potem tudi temu primerno prilagodi z izvajalcem oziroma z nadzornikom. Tam smo zdaj celo zaključili že javni razpis, ni še izbran izvajalec, ampak najugodnejši je znan, če bo izpolnjeval vse ostale kriterije, še nismo pogledali. Je pa zanimivo, da je cena precej nižja od projektantske cene, ker razlika skoraj bruto neto, najugodnejša ponudba. Tako da zanimivo, 6 prijavljenih firm je bilo. Hvala. Smo pri točki 8, DIP za projekt vodooskrba občini Prevalje. Izvoli. Pardon. Še glasovanje za DIP Šentane v 3. faza. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. Smo pa zdaj pri DIP-u za projekt vodooskrbe v občini Prevalje. Izvolite.
nekaj je župan že prej povedal, tu pa kandidiramo na sofinancerska sredstva MOP-a za ukrep zeleni prihod, čisto in varno okolje. Zajeti so 4 sklopi, bom rekel, kar razdeljeno po celih prevalah ali pa po tudi krajevni skupnosti, izgradnja vodovoda Stražišče, druga faza, izgradnja vodohrana Sirk na Lešah in vključno z napajanjem, izgradnja vodovoda Šentjernej za zagotovitvijo dodatnega vodnega vira Kozu in pa izgradnja vodohrana Dobrnik. Ocenjena vrednost projekta je 2 milijona 700, malo manj tisoč evrov. Z DDV-jem je sicer več, ampak v tem primeru se DDV odbije, a ne tako, da je v bistvu neto bruto. Maksimalna višina dodeljenih sredstev strani MOP-a pa znaša 1 milijon, tako da bom rekel, vse, kar je več, v vsakem primeru, če bomo uspešni, zagotovi občina. Hvala. Oziroma pogoji sofinanciranja so do 50%, ampak maksimalna vrednost je milijon, minimalna pa 100 tisoč evrov, tako da vemo, ko se prijavljamo na te projekte. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil z tem DIP-om in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala, odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala, enako podpira tudi odbor za proračun in finance. Hvala, dajem v razpravo, izvoli, Bogdan. Hvala za besedo, ker je že prej Berni vprašal zaradi vodovoda Leše, pa bi jaz tudi vprašal zaradi vodovoda Stražišče, a bo komplet Stražišče z Roživem pa vse zajeto v tem vodovodnem omrežju. Sem že prej, izgleda, me nisi slišal, sem že prej povedal, da gre za kompletno vodooskrbo Brinjeve gore, Stražišča, Roževega naselja, ker pride nov vodohram nad kmetijo Trop in potem razpeljava povsod na teh območjih. Tako da računam, da ko bomo to izgradili, ne bo več kdo imel jamrov, kar se vode tiče, ker pride povezava iz vodohrama Unc do vodohrama Trop, pa iz dolinskega vodovoda do Unca, kolikor bo potrebno viška vode. Kompletno območje. Ne, se ni problema, boš, da se dvakrat pove, ko pa da se enkrat ne čuje. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje sprejem tega DIP-a. Kdo je za sprejem tega DIP-a? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki 9. Predlog programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 za občino Prevalje. Prosim, Meta za kratko obrazložitev. Lep pozdrav vsem. Pred vami je program vodooskrbe oziroma oskrbe s pitno vodo v letih od 2022 do 2025. V skladu z navodili, ki smo jih prejeli strani Ministrstva za okolje in prostor, smo zadevo pripravili. V programu so obdelane vse zadeve, kar se tiče vodooskrbe, tako kdo izvaja vodooskrbo, se pravi izvajalci javne službe, področje, kjer se izvaja območja aglomeracije, vodooskrbe, načini izvajanja, potem vodne pravice, vodni viri, nekatere analize pitne vode, določen del pač, cene vodooskrbe, ukrepi, ki govorijo o zagotavljanju varne vodooskrbe, na kak način jih vodimo, na kak način izvajamo obveščanje ljudi, kje se izvaja, v bistvu vse pač, kar je povezano s pitno vodo od A do Ž. Toliko na kratko, hvala. Hvala. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil s programom oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025, ki ga je izdelalo podjetje JKP Log in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in potrditev. Hvala.
Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Potem dajem na glasovanje predlog programa oskrbe s pitno vodo. Kdo je za sprejem tega predlaganega programa? Vsi za. Hvala. Hvala, Meta. Smo pri naslednji točki. Letni program športa občine Prevalje. Prosim, Boštjan, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Program športa za leto 2022 je pripravljen na podlagi zakona o športu in občinskega odloka ter skladno z usmeritvami nacionalnega programa športa. Poleg sprejetega odloka in proračuna občine program predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju športa v letu 2022, torej za razpise. V letnem programu športa so opredeljeni programi športa in obseg programov, ki se financirajo iz proračuna in višina sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu. Vrednost programa športa v letu 2022 znaša 158.623,96 evrov. Hvala lepa. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti. Boštjan, ker ti. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog letnega programa športa občine Prevalje za leto 2022 in ga sprejme in predlaga občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Prav tako ga je potrdila Komisija za šport. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo letni program športa. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Tule v letnem programu športa pod točko 6, vzdrževanje športnih objektov, je pod strateške cilje navedeno, da zagotavljanje zadostnega števila pokritih in nepokritih športnih površin. Jaz bi to samo, da mogoče, zdaj eno leto cajt, da se mogoče preveri, kakšni so stroški balona, pa kako je sploh povprašanje potem. Ker mislim, da zdaj še ti telovadnici, da je malo po domače na knap z treningom. In odbojka, in košarka, in nogomet. Da se mogoče vsaj preveri, kakaj bo finančno, kak strošek bi bil. Hvala. Hvala lepa, bomo to naredili. Je pa res, spremljam, jaz ves čas spremljam vseh teh letih izkoriščene športne dvorane. In ugotavljamo, da je ta COVID kriza povzročala upad posameznih skupin, predvsem rekreativcev, ki uporabljajo naše športne objekte. So termini, ki so elitni termini, ko niti slučajno nisi mogel priti zdaj, so termini prazni. Res mogoče nekateri ne izpolnjujejo pogoje PCT, nekateri se bojijo, kar je povsem logično glede na situacijo zdajle. Ampak v 2 letih je res prišlo do takega upada, da bomo mogli fejst spodbujati ljudi, starejše, mlajše, srednjo generacijo, katerokoli generacijo, tudi pri starejših pa sploh, ker jih je bolj strah okužb, da bomo, tako kot smo imeli zasedene objekte, zdajle ni, bomo pa v teh idejah razmislili, pogledali, kaj še, ker mislim, da smo kar veliko naredili in bomo še za to, da. Ampak ljudi je treba prepričati, včasih moraš biti pa siten, da koga spraviš v rekreacijo. Osebna odločitev je, tako da upam, da ko bojo razmere normalne, da se bojo spet zapolnili in da bo izkoriščenost naših infrastrukture maksimalno, kolikor je možno. Predvsem iz tistega vidika, to je preventiva za zdravje vseh nas. Gibanje v taki ali drugačni obliki. Dobro. Še kdo? Če ne, dajem ta letni program športa na glasovanje. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki izvedbeni načrt kulture za leto 2022. Prosim, Boštjan, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Izvedbeni načrt določa kulturne dejavnosti, programe in projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. Iz dokumenta je razviden tudi obseg sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu občine. Izvedbeni načrt poleg sprejetega pravilnika proračuna in programa kulture predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju kulture v letu 2022.
Glede na način financiranja kulturnih programov so vsebini izvedbenega načrta zajeti 3 sklopi, in sicer financiranje javnih zavodov preko neposrednega poziva, financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture in financiranje investicij v kulturne objekte in ostale programe, ki jih bo občina izvajala v skladno s sprejetim proračunom v letu 2022. Hvala lepa. Še kot predstavnik odbora za družbene dejavnosti oziroma na mesto predsednice. Hvala. Me je zmotil, ko si rekel namestnik predsednice, mislim, da bi mogel na mesto predsednika, ker bi mogel eno člano, samo naj Boštjan pove do konca, da bi mogel člani, kjer so glasovali in podavadi je bilo tako, da je bil najstarejši član, če ni predsednika, se ne more podžupan dati tega, ima napaka že prej, se nisem oglasil, ampak ne pa Boštjan do konca pove, prosim, hvala. Jaz imam prav. Imaš prav, ja, zato ker podžupan ni član odbora za družbene dejavnosti, župan tudi ne, more nekdo, ja. Ampak, a lahko zdaj vseeno, Boštjan? V redu, drugače pa imaš prav in moramo upoštevati to, a ne? Zvoj. Hvala za besedo še enkrat. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog izvedbenega načrta kulture občine Prevalje za leto 2022 in ga sprejme ter predlaga občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Prav tako je soglasno potrdila Komisija za kulturo. Hvala lepa. Hvala lepa. Bomo to upoštevali, res se opravičujem, je to napaka zaradi tega, ker tisti, ki ni član komisije, ne more v imenu komisije ali v imenu odbora govoriti oziroma predstaviti stališče odbora. Res bomo upoštevali to naslednjič. Izvoli. Se oglasiti pri športu, pa nisem se malo držal, zdaj, ko si pa sam rekel, to ne more biti, ker mora biti to član, ponavadi je bil to najstarejši član odbora, ali pa vseeno, ki je pripravljen na to, ponavadi je bil po prejšnjih odborih, je bil zmen gospod Čiki, ali pa kjer je svetnik, ne nazveni, kjer je svetnik, to ni bilo prav, žal. Se strinjam, imaš prav, moramo upoštevati pravila igre, res drugič tudi ne. Se opravičujem, naša napaka. Želi še kdo kaj, kar se tiče kulture, razprava? Če ne, potem dajem ta izvedbeni načrt kulture za leto 2022 v glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga programa? Vsi. Hvala. Smo pri naslednji točki 12, odpisi osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 30.11.21. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev, prosim. Župan je imenoval inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 30.11.2021 in za popis obveznosti in terjatev na dan 31.12.2021. Komisija je delo opravila in predlaga v odpis. Vsa predlagana osnovna sredstva in drobni inventar, ki so v predlogu, nimajo sedanje vrednosti, so že v celoti amortizirana. Obveznosti in terjatev ni za odpis. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se strinja s tem predlogom odpisa drobnega inventarja in predlogom odpisa osnovnih sredstev in predlaga občinskemu svetu, da to potrdi. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje ta predlog. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki 13. Predlog sklepa o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2022. Prosim, ima za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov občine Prevalje določa, da mora občinski svet vsako leto sprejeti sklep, s katerim določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov.
Višina sredstev za leto 2022 znaša 14.602,08 evra. Predlagan znesek je usklajen s planom svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2022 in tudi s proračunom za leto 2022. Hvala. Hvala lepa. Predsednik odbora za proračun in finance Staši, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se je seznanil in potrdil to višino ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme ta sklep. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga sklepa o določini višine? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Točka 14. Premoženjsko-pravne zadeve. Prosim. Eva. Hvala za besedo. Pod točko A imamo predlog sklepa za sklepanje pravnih poslov izven programa. Predlagamo, da občinski svet sprejme sklep, s katerim dovoli sklepanje pravnih poslov tudi izven sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, kateri je bil dan sprejet, in kakor tudi dopušča 27. člen zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer do višine 20.000 evrov za oba načrta. To občini omogoča, da v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti v pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, omogoča to sklenitev pravnega posla. Občinska uprava pa mora poročati občinskemu svetu na naslednji seji od sklenitve takega posla, da se občinski svet s tem seznani in da je vse transparentno. Hvala lepa. Hvala. Odbor za KCG, izvoli Andrej. Ni ga. Kdo je najstarejši? Najstarejši odbora za KCG. Ga ni. Pupi. Vseeno, kjer pač predstavnik. Izvoli. Izvoli. Ivan. Po moje boš prej najdela predsednika. Na cigaret. Hvala za besedo. Glede na to, da ni predsednika, bom podal naslednji sklep, in sicer premoženjske pravne zadeve, predlog sklepa o soglasju o sklepanju pravnih poslov izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022. Odbor predlaga občinskemu svetu občine Prevalje predlog v nadaljnjo obravnavo, sprejem je bil pa soglasno potrjen. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance Staš, izvoli. Hvala. Tudi člani odbora za proračun in finance smo obravnavali predlog ter ta sklep soglasno potrdili in predlagamo, da enako stori tudi občinski svet. Hvala. Komisija za statut in pravno vprašanje, izvoli Aleksander. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala obe dve točki, premoženjski pod A in B. Pod prvo je ugotovila, da je načrt v soglasju k sklepanju pravnih poslov izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 v skladu s vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Pod B pa se je seznanila s poročilo o ravnanju z nepremičninami izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Prevalje za leto 2021 in ga daje v seznanitev občinskemu svetu. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem teh sklepov, kdo je za. Vsi za. Hvala. Točka B. Pod točko B imamo poročilo o sklenjenem takem poslu v letu 2021. V mesecu decembru smo namreč sklenili posel izven programa, kakor nam je to omogočal lanski sklep, in sicer gre za prodajo nepremičnine 563/4 kao Breznica v izmeri 418 kvadratov in smo to sklenili izven načrta razpolaganja za leto 2021. Vas seznanjamo o tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Odbor za KCG. Andrej, izvoli.
Hvala. Odbor za KCG se je seznanil sklenitvi prodajne pogodbe za to nepremičnino, se z njo strinja in podaja občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Moram pa poudariti, da smo tudi ustanovili, oziroma župan je naredil komisijo, da smo šli to zadevo gledati, tako da smo videli, da je to dejansko vse čisto. Hvala. Hvala, Komisija za statut in pravno vprašanje, Aleksander. Že prej povedal, da smo se seznanili. Hvala. Dajemo razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajemo na glasovanje sklep pod točko B. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 15 pobude in vprašanja. Berni, izvoli. Ja, jaz bom pa danes nekaj pohvalil. Povabil bi vse svetnike, da se malo mogoče prvi priliki peljajo po cesti na Leše, da boste videli, kaj se je v tem kratkem cajtu naredil glede škarpiranja. V bistvu je že skoraj celi graben in zgora in spoda škarpiran, tam je še kak zemljski del vmes. Pa še nekaj je, tis, kar se je zdaj zadnje cajte delalo, to ni provizor in nič naredil, pač pa naredil tako je treba. Tega dni se je zaključil odsek tam od Luka nadol, so naredili tudi začetno ograjo, trenutno se dela škarpa pri Polovšeku, na spodnjem koncu zelo zahteven odsek, dela se pa. Prej je bo pa tako že naredil to, kar je bo pri Kapelceti plazi, tako da en velja kup gnarja je bo uloženega v Leško cesto, da mar se kjer niti ne ve, je pa res, da tak gnar je veliko ne bil pridobljen iz strani države. Tako da bi se zahvalil za konkretno delo. Hvala. Še kdo? Pod pobude in vprašanja. Če ne, potem gremo na točko 16, točko razno. Ima kdo po točko razno kaj? Če nima, potem bi jaz vas povabil na kratko zakusko, glede na to, da smo sprejeli proračun za letošnjo leto, da imamo ogromno dela, da nam ne bo dolg čas, da bomo fez delali, da bomo vse to, kar imamo v predlogih investicij, tudi izvedli. Jaz upam, da ne bomo imeli takih težav z izvajalci, kot so bile v lanskem letu, ker preveč časa potrebujemo za to, da se kregamo, da iščemo izvajalce, da jih iščemo njihove stroje, kje so, da res so te težave. Jaz upam, da bo v letošnjem letu manj teh težav. Tako da, hvala lepa za uspešno sejo. Hvala lepa.